Danes se pogovarjamo na predstavitvi knjige Tomaža Mihaliča 33 s podnaslovom Tu ni še ena knjiga v kaminu, pa vendarle dogaja se tam. Te morda on zdaj kaj s tem navdihnil za pot tja, si morda že celo bila? Nisem še bila, ampak moram priznati, že en mesec nazaj, ko smo se pogovarjali, nam je malo povedal z mojim fantom o tej knjigi in moram priznati, da me je malo paril, da bi šla. Čeprav prej nikoli nisem o tem razmišljala, ampak ne vem, nikoli ne reči nikoli, ne. Danes si tu verjetno prav zaradi Tomaža, kaj ti je pa njenem tako posebnega? Tomaž, mislim, da kdorkoli ga je kadarkoli spoznal, ve, da je on cel poseben in da je neponovljiv in če bi za koga prišla, bi absolutno za njega in njegovo knjigo prebrala in njegove besede poslušala. Mi dva s Tomažem se poznamo že zelo dolgo, res dober prijatelj. Moram reči, da smo se kar dosti slišali, koliko smo se pač lahko takrat, ko je bil na tem kaminu. S očetom se že dolgo pogovarjamo, da bi šla v to, tako da me je zelo zanimalo pač, kakšno izkušnje imel Tomaž in res sem vesel, da je doživel, kar je doživel, tudi kot je sam rekel, da mu je to dosti pomagalo. On je v bistvu meni dosti pomagal, ko smo bili v nekem težkem obdobju, tako da zakaj pa ni enkrat, da bi tudi sam to probal. Omenili ste že, da vam je tudi tako dosti pomagal, kaj še tako cenite pri njemu? Mogoče res to iskrenost, pove to, kar si misli, to danes res vedno manj je tega. In pa to njegovo prijaznost, odprtost, to, da ko se pojavi v neki sobi, da se ta energija dobro sprosti in da so bolj vsi okrog njega tudi zadovoljni. Ne vem, če bi se odpravila glih po kaminu, oziroma se že nekaj časa pogravam tudi s tako mislijo, ampak ne nujno kamino, enostavno samo pač neko željo po nekem mogoče malce daljšem oddihu, lahko tudi pohodu, sprehodu, potovanju, seveda imam. Časovne komponente so sicer trenutno ne ravno meni v prid, ampak računam, da enkrat bom eno tako pot tudi mogoče na tak način ali pa drugačen tudi jaz doživela, ker se mi zdi, da pride en tak trenutek v življenju, ko ti malo paše, en tak odklop. Zdaj, Tomaž je tudi tako zelo poseben, ne? Kaj bi ti rekla, da ga dela takšnega unikatnega? On je človek z zelo veliko energije, z zelo krasno, sončno in pozitivno energijo. Ne moreš, da te ne pritegne, ne moreš, da ne opazuješ, da ne vidiš in predvsem je zelo, zelo, zelo dobrega srca. In se mi zdi, da to je enostavno stvar, ki je, ne moreš skriti, tudi zakaj bi jo, ampak enostavno vleče stvari okrog sebe v to smer in to je meni pri njemu zelo všečno, zelo ga imam rada. Ne, navdihnil me je, da bom brala. To je najprej to, ker tudi nisem taka strašna bralka, ker se mi preveč črk rado zmede, ampak jaz sem njega že nasploh ga rada čitam. Pa kot je sam rekel, sem tudi te njegove zapise na Facebooku, ki jih je imel. Mislim, da sem pri enem 4. ali 5. dnevu zasledila, se veš, da Facebook ne vrže kar tak, da nekaj piše in potem sem poiskala nazaj ta stare, ker me je zanimalo, če se je začelo, s čim se je začelo in potem sem čakala na nove. In si kar predstavljam, da to bo sigurno zanimiva knjiga, ne. Tako da zaenkrat bom ostala da to preberem. Kar se pa tiče peš poti, pa ne vem, če je po ravnem bi bilo, bi jaz še šla, ne. Gre malo kdaj kakšne planine, pa to, nekaj tako hudo ne pretiravam od 800 do 1000, ravno peš ne bi, ne. Bolj, ne vem, no, ni me. Rečemo, da me v to smer ni zdaj še tako prepričal, čeprav mi ne bi škodilo, da bi se malo zazrla v sebe, pa naredila kako čistko pri sebi, pa malo popucala s kakimi stvarmi, razčistila, tako malo neke samorefleksije naredila, to mi ne bi škodilo, ampak najbrž, da bom to naredila na kak drugi način. Povej mi, kaj ti pomeni tak fenomenalen odziv na tvojo današnjo predstavitev knjige? Najlepše sanje v bistvu. Sem zelo počaščen in ponižen, ker to ni samoumevno. Vem, da imam veliko prijateljev. Včasih se ljudje čudijo, ko rečem, da imam veliko prijateljev. Kako se ne moreš imeti toliko veliko prijateljev? Danes ste se lahko prepričali, ker tle so dejansko bili ljudje, ki me podpirajo, ki me vzamejo takega, kot sem, pa ki se imajo nekako fajn v moji družbi. In neverjetno sem hvaležen. Mislim, da te zgodbe teh ljudi, ki jih opisujem v knjigi, si zaslužijo
da jih berejo prav taki srčki, kot so se danes tukaj zbrali. Misliš, da se morda tudi kdo ustrašil, ker si napisal, da v naslednji knjigi boš pa izbral ne ravno lepe zgodbe o ljudeh, da so zato tudi prišli? Na vabilo sem, seveda, se me poznaš, malo hudomušnosti mora biti, ne? In sem napisal, da tisti, ki bojo neupravičeno manjkali, morda bodo pikantne podrobnosti iz njihovega zasebnega življenja končale v naslednji zgodbi, ampak brez skrbi, nimam toliko cajta. Naslednja zgodba bo zgodba v Afriki. Absolutno, zato ker imam eno tako prečudovito zgodbo, ki se mi je zgodila, da mislim, da bojo ljudje z užitkom in z veseljem in z radovednostjo prebrali. S tole knjigo že lahko pomagamo, ne, namreč prispevamo k temu, lahko še kako drugače, če pač ne moremo do knjige ali pa, ne vem, kdo tudi ne bi želel imeti ali pa bi želel načeloma podpreti sam 5, pa ne vem, zakaj bi jih imel, no, mislim, se da še kako drugače pomagati. Hvala za to vprašanje, ker je zelo, zelo na mestu. Absolutno, jaz sem ustanovil humanitarno-umetniški zavod Sestre Marlene in vsaka sredstva so dobrodošla, najdejo jih na mojem Instagramu, na Facebooku, povsod je. V kratkem tudi ta tako nam vsem ljubi in preprost način doniranja z 1919, smo v procesu. Sicer pa ja, ne vem, tale knjizgica, jaz mislim, da se bojo ljudje zelo, zelo zabavali ob branju, pa tudi mogoče kaj izvedli ali pa se prepričali, še pogledali iz kakega drugega zornega kota, predvsem pa teh par ur, ki jih bojo porabili za to branje, zelo hitro se bere. Ne bojo imeli občutka, da so jih proč vrgli, no. Srčno upam. Morda bo tudi došel po tvoji poti. Že veliko ljudi se mi je javilo, ja, bi se radi nekateri tudi osebno dobili. Z veseljem, čim več ljudi. Hoja je najbolj naravno gibanje, Camino pa omogoča ko brezskrbno hojo, zato ker je vse to fino organizirano, ne? Ker ti imaš res povsod prenočišča in vse ostalo potreben support, vso pomoč, ne? Tako da pejte hoditi, jaz mislim, da se boste imeli fajn, mogoče boste pa še vi napisali kako knjigo.